Tole je bil videospot Hustle od Anje Strajnar, ki pa je tukaj z menoj. Lepo pozdravljena. Živijo. Anja, najprej eno tak čist klasično vprašanje zdaj po, recimo, ko se poletje zaključuje. Kakšno je bilo tvoje poletje? Zdaj se nekaj časa nismo videli. Bom tako rekla, sproščeno delovno, obojega je bilo malo, ravno prav obojega. Zadala sem si, zato ker sem pač med drugim, torej nisem samo pevka, ampak sem tudi mama 2 otrok in sem si prav zadala za cilj, da si v letih, ko sta še majhna, vzamem več časa zanjo. Tako da je bil letošnji kos za družino, za družinski čas malo večji kot tisti delovni. Koliko ste stara? 11 in 8. 11 in 8, dosta fantka. Ja, bor in lan. In sta bila pridna čez poletje? Ja, kaj pa pomeni zdaj pridna, ne? To pomeni, da sta se mogoče sama zaposlila ali sta tebi kaj nagajala? Ne, veliko sta fuzbal špilala, tako kot pravi otrosko rečem, tisto poletje v školki varianta. Kolo, probali smo biti skupaj čim več tudi na kolesu, malo športati, plavati. Tudi ene dvakrat smo stopili, mislim jaz ne, ampak otroka pač na surf. Tako da smo malo sprobali še eno novo obliko. Evo. Ti si se pa odločila za varno varianto in se nisi podala na to dogodivščino? Jaz imam eno izkušnjo s surfom, ampak ne to windsurf, torej da samo na valovih in me deska tako lepo, kako se zdaj to lepo slovensko reče, usekala po glavi, ampak obožujem pa filme s to tematiko, torej surfersko, glasba mi je simpatična od teh surfing boysov kakšnih in tako da ja. Fajn. Tako da v bistvu sta tvoja dva bolj športnika ali imata tudi kaj po tebi glasbenih koreninah, vleče tudi kaj v te vode? Imata, oba sta v glasbeni šoli, en klavir, drugi prečno flavto. Zbrala sta si pa sama inštrumente. Torej ti v bistvu nisi samo glasbenica, tudi ti poučuješ petje, samo malo da spomnimo naše gledalce, če so morda že pozabili, kaj smo se nazadnje pogovarjali, ne? In tudi pomagaš pri sinhronizaciji risanka, ne? Tako je. Je bilo tega tudi kaj čez poletje ali je to bolj tak čez leto? Poučujem ne poleti, takrat si res vzamem jaz in učenci, se mi zdi predah od šole, ne. Sinhronizacije se pa tudi ponovadi mičkeno umirijo čez poletje. Tako da zdaj pa delovno v novo sezono, ne. Tako. Zdaj, mi smo si že pogledali Hustle, takrat smo ga tudi predstavile podrobne. Ti si Ljubljančanka, ki pa rada prideš ustvarjati v Celje. Tako je. Jaz tudi v bistvu kar velikokrat pridem v Celje, čisto zares, ker imam tudi tukaj določene obveznosti in pridem tudi na kakšno uro k svoji profesorici petja, torej ne glede na to, da se profesionalno ukvarjam s petjem. Mislim, da so se to že takrat pogovarjali, ampak jaz menim, da tako kot recimo športniki potrebujejo konstantno ne nadzor, ampak eno vodstvo strani nekoga, ki je še boljši, ali pa z drugega zornega kota pač pogleda na tvoje telo, na pevski aparat, recimo temu, ne. Torej, jaz mislim, da moraš imeti konstantno kot profesionalni pevec nek nadzor in neko rutino, redno vadbo s svojim trenerjem, ne. Tako da vidiš v bistvu, ko misliš, da si že dosegel neko točko, da pride in ti pokaže, da v bistvu gre še več, da zmoreš še bolje. Absolutno. Zato, ker so izzivi vedno večji. Jaz osebno se zelo rada ukvarjam z različnimi žanri in če hočeš biti dober v več različnih oblikah, načinih petja, moraš obvladati, kaj je mikrofonska tehnika, kaj je bolj operna, kaj je bolj klasičen nastavek, torej kako drugače nastavljaš recimo glas pri reggaeju, pri funku, pri solu, pri popu in tako naprej, in nikoli ne zmanjka. In ljudje danes radi googlamo pa gledamo torej posnetke od znanih pevk in pevcev, na socialnih omrežjih se najde kar veliko posnetkov tudi od svetovnih zvezd, ki jih vsi radi poslušamo, in če res natančno opazujete recimo te posnetke, boste videli, da je velikokrat za zvezdami svetovnega formata še vedno
pevski trener. Torej, da je recimo Jennifer Lopez zelo rada pokaže recimo svojega učitelja petja, in nekoga, ki stalno bdi nad njeno v bistvu kondicijo glasovno. Tako da mislim, da je zmotno tisto, ko ljudje rečejo, zdaj veš, kje je prepona, kako glas funkcionira, zdaj si neke osnove osvojil in tukaj se stvar konča, zdaj naprej si pa sam s tem. Ni res. Ker vsak komad ali pa žanr zahteva nekaj novega. Razumem, ja. No, zdaj, čez poletje nisi poučevala, ampak torej si pa vseeno skrbela za to, da si ti ostala v formi. Verjetno je bilo tudi kar nekaj porok, ti imaš tudi svoj band, kjer pokrivaš poroke. Tega je pa verjetno bilo, ne? Ja, ta del pol poskrbi za mojo kondicijo, ker ko pojem na porokah, to pomeni recimo 6 ur petja v kosu, z nekimi minimalnimi pavzami vmes, ampak v bistvu to je primerljivo z nekim, ne me narobe razumeti, ampak recimo, ne vem, če bi se s športom, primerjali je to nek maraton, to je ta glasovni maraton in če glasovno tega ne zmoreš, če tega ne počneš redno in ne vadiš, se ne pripravljaš na to, lahko takole zgubiš glas, tako da lahko ta maraton odtečeš, moraš v bistvu se glasovno ves čas primerno pripravljati. Tako je. Mislim, da malo kar vsi pozabimo, kako je to, da res moraš vzdrževati, da si konstantno v formi, ker zdaj pač enkrat gre skozi, pa drugič gre skozi, pa ko začneš malo hripati ali pa ko se nekaj začne dogajati, potem pa, seveda, ne? 3 pa so vozlički, in je ogromno vokalnih, torej glasovnih poškodb, lahko, tako da, ja. To je zdaj dobro opozorilo, evo, tudi za mene, da začnem bolj trenirati in sem dosledna pri tem. Je pa res, da si pa med tem časom, torej mislim, da še malo pred našo pauzo, ampak takrat ni bilo priložnosti, da bi še prišla v konec sezone, zato sem evo ti prihranila mesto zdaj takoj v štartu, ker je pa tvoj novi videospot, Požvižgam se na vse, izšel, mislim, da v mesecu juniju, Ob pričetku poletja, ker je bil res delan misleč na poletne mesece. Ko se požvižgamo na vse. Ja, jaz, ko sem pisala to besedilo, sem res razmišljala, kdaj je sploh tisto obdobje ali pa en tak čas v letu, ko se lahko požvižgam na vse ali pa na veliko stvari, ne na čisto vse, In je dejansko poletje edini čas, ko si lahko recimo urnike malo sprostim, ko lahko malo zadiham, ker drugače zdaj, takoj s septembrom se začne veliko bolj jasna struktura, veliko večji tempo, In poletje je pa tisto, ko lahko rečem, zdaj pa malo bolj nov. Čeprav v resnici, to bi znal moj partner povedati, se kdaj pritožujem, ker če sam v bistvu promoviraš svojo glasbo, se trudiš nekako, da pride med ljudi, nikoli ne izklopiš v celoti vsega in socialnih omrežij, e-mailov, klicev in tako naprej. Tako da tudi med počitnicami si pravzaprav napreži in vedno v pripravljenosti, da hitro odreagiraš in zagrabiš, ko je akcija, ko začutiš dogajanje. Tako je. Tako da nikoli ni v resnici čist. Zdaj pa nič ni. No, zdaj si že izdala, da si pesem sama napisala. Kaj pa melodija? Melodija pa Juan Zuleta. Juan Zuleta? Ja. Zelo zanimivo. On je Slovenec? Ne, Kolumbijec. Pa je prišel v Slovenijo? In živi v Sloveniji, ustvarja v Sloveniji. Pogovarjava se sicer v angleščini, ampak tokrat sva torej spet ubrala to kombinacijo, da sem jaz napisala besedilo v slovenščini, on pa je pomagal pri nastajanju glasbe. To je bilo vajino prvo sodelovanje? Ne, že pri Haslu sva sodelovala. Ja. Tako da, samo da tam je bil v celoti on avtor, torej tudi angleškega besedila, tokrat sva pa ubrala malo drugačno varianto. Tako da v bistvu že poznata drug drugega, vesta približno v kako smer greta, se razumeta in potem lahko lažje ustvarita nek izdelek, kot je Požvižgam se na vse. Tudi on je odigral inštrumente? Ja, tako je. Ena zanimivost, si bomo vsi pogledali zdaj videospot, predvidevam, ne? Ja. No, pa ste opazili tudi en prizor, kjer Juan igra na kitaro in je pri tem uporabil steklenico, torej flašo prazno,
In tudi med snemanjem teh delov kitarskih smo dejansko, mislim, da je bila pa takrat Medica ali nekaj takšnega, je dejansko drsel po strunah s to steklenico in je v bistvu en tak drugačen zvok potegnil ven iz kitare in se mi zdi, da je to ena taka mini dodana vrednost, da je tako malo drugače. Zanimivo, si ga vprašala, odkje je ta ideja, ali je to prav njihov način od tam, kjer izvira? On je ustvarjalen človek in meni je bilo to blazno všeč, ko smo prišla v studio in je tako pač on, pa jaz, pa David, tudi Kolumbija živeč v Sloveniji, smo skupaj ustvarjali, snemali, ne? In mi smo taka ekipa, ki potem, tako kar se mi zdi, da skupaj pridemo do novih idej, se malo ne smejimo, se pogovarjamo, kaj pa če bi tukaj tako, toliko mi je všeč, da imam okrog sebe ljudi, ki si dejansko upajo biti kreativni, poiskati neke nove načine in fajn je, ne, s takimi ljudmi delati. Ja, super. Zdaj, hostel ste snemali v Celju, kaj pa Požvižgam se na vse? Pa na eni kmetiji v okolici Polhovega Gradca. In zanimivost tega videospota je, da sem povabila dejansko samo svoje ljudi, ki jih poznam. No pa od Juana nekaj prijateljev je tudi, ampak drugače pa so vsi dejansko moji prijatelji, znanci in nekaj učenk petja. In moj pes. Tako da čez ene 2 kadra leti še naš labradorec Alfie. Tako da je zdaj premjerno še na ekranih ovikovičen. In je potekalo tako, kot si zamislila, ali je bilo kakih zapletov tudi kaj vmes? Ne, zato ker se mi zdi, da če si spravo ekipo ljudi, z ljudmi, ki so, ne vem, na nek način fleksibilni, ustvarjalni, hkrati pa te podprejo, so mirni, potem ni drame, potem pač stvari tečejo tako kot morja, no, se mi zdi. No, jaz sem zelo zadovoljna, da ti je vse uspelo po planih, da si danes tukaj, da si lahko predstavila to. Mi si bomo zdaj pogledali videospot, me pa še predtem zanima, če imaš mogoče kakšne plane tudi zdaj za naprej, če še bo kaj novega in v kakem stilu bo, to mi je zanimivo, ker zdaj vsaka tvoja pesem je malce drugačna, tako žanrsko kot tudi odpeto in vse, doživeto, drugačen pomen tudi, eno je bila borba, drugo je bilo, ko se požvižgaš na vse, tako gre malo gor, dol, levo, desno. Na bipolarno motnjo mejim, ne? Ne, meni je to všeč zaradi tega, ker je vse stransko, ker tudi tako, meni je nekdo enkrat rekel, da sploh ne ve, v kateri predalček bi me dal, ne? Pa sem rekla, evo pa, komod v tisti predalček razno, ne? To je tudi predalček, če že moreš predalčkati, sama ne rada predalčkam. Ampak tak je, ne? Lažje je, za ljudi se mi zdi, da je bolj predvidljivo, da je bolj lahko, ne, če te umestijo v en predal, ampak meni se zdi, da potem zgubiš eno to, zdaj vidim, da isto besedo uporabljam skozi, ampak to ustvarjalnost, ta naboj, to diverziteto in se mi zdi, da te to žene, no. Meni je to, da spreminjam, a ne, pristope k snemanju skladb, meni to veliko da, a ne. Danes se nismo veliko pogovarjali o tem, ampak jaz zelo rada in veliko, kolikor se le da, ustvarjam tudi na področju muzikla, kjer je tudi žanrsko pop, rock, soul, funk, swing, ne vem, muzikalovske balade in tako naprej. In meni je všeč recimo delati v gledališču, zato se zdaj jeseni selim spet malo na gledališke odre, pripravljamo eno novo predstavo za mladostnike. In hkrati delamo nov muzikal v angleščini. Super. Ja, in potem za decembra načrtujem novo skladbo. Super. Na več področjih. Ker bo to decembra, bo to kakšna božična tematika ali novoletna ali kaj takšnega? V tej smeri, ja, verjetno. Prvič, tako da evo, tudi tukaj se je treba še malo preizkusiti. No, potem pa se morda še letos vidimo. Upam. No, tudi jaz. Jaz se ti zahvaljujem za današnjo družbo, za vse, kar si iskreno povedala. Zelo mi je bilo prijetno v tvoji družbi. Hvala, Nuša. Zdaj pa je čas za najnovejši videospot Anje Strajner. Požvižgam se na vse.